UNICEF je prvo nedeljo v marcu razglasil za Mednarodni dan otrok v medijih. Televizija, časopisi, radio in splet določajo, kaj si zasluži našo pozornost. Otroški poročevalec Jan je obiskal 3 različne medije in raziskal, koliko pozornosti njihovi ustvarjalci pri svojem delu namenjajo otrokom. Živijo, ime mi je Jan in redno spremljam različne medije. Vsak dan si pogledam televizijska poročila več televizij, prelistam časopise in preberem članke z velikimi naslovi. Medtem ko na radiju poslušam glasbene uspešnice. Kot junior ambasador UNICEF-a sem pozoren predvsem na teme, ki se tičejo nas, otrok. V Infodromu otroci že imamo svoj prostor, lahko pa bi ga imeli več tudi v drugih medijih. Živijo, sem Jan in bi vam postavil nekaj vprašanj. Ali po vašem mnenju sodijo otroci v množične medije in kako? Zagotovo otroci sodijo v množične medije in kar takoj priznam, da mislim, da premalokrat nastopajo v bolj pozitivni vlogi. Pri otrocih moramo biti nekoliko bolj pazljivi, kako jih obravnavamo v medijih, ker se, morda si že slišal, zato otroke lahko hitro tudi izkoristi v medijih. Tako da moramo tudi novinarji takrat še posebej paziti, kaj in kako poročamo. Kako otroci sodelujejo v vaših prispevkih? Kdaj se odločite, da jih boste povabili k sodelovanju? Premalokrat povabimo otroke, da sodelujejo s svojimi mislimi, svojimi prispevki. Po moje nam imajo otroci veliko zapovedati in mislim, da bi jim morali bolj prisluhniti, kot jim prisluhnemo. Takrat, ko so teme, v katerih preprosto moramo slišati tudi otroke oziroma mlade, da ne govorimo samo o njih, ampak da tudi sami spregovorijo o sebi. Jaz imam rad prispevke, v katerih so otroci veseli in uspešni. Kako pa so razpoloženi v vaših prispevkih? Večkrat se nam zgodi, da poročamo o otrocih, ki niso zadovoljni. Ko vidimo slike z Afrike, recimo otrok, ki morajo sodelovati v vojnah in so seveda zelo, zelo premladi. Pri nas nastopajo tudi recimo v prispevkih o botrstvu, kjer pa otroci žal niso preveč veseli, velikokrat tudi žalostni zaradi tega, ker so prikrajšani za nekatere stvari. Prav ni, da otroci trpijo. Ne vem pa, če ni prav, da so otroci v takih prispevkih prikazani. Torej, naloga medijev ni samo obveščanje, je tudi informiranje, izobraževanje in osveščanje. Tako, infodromovci, slišali ste, kaj so imeli povedati ljudje, ki odločajo o vsebini v medijih, namenjenih predvsem odraslim. Zato bodite kritični, mislite s svojo glavo in se trudite, da bi bil svet okoli vas lepši. Dio!